Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Ministri in ministrice nove vlade so prestali zaslišanja v državnem zboru. Odbor za obrambo pa je navdušila kandidatka za ministrico za obrambo Ljubica Jelušič. Napovedala je racionalizacijo upravnega dela ministrstva ter zmanjšanje sredstev BDP za vojsko na 1,5%. Pokazala pa je tudi nov prijem. Hvala. Najlepša hvala za vse dobre ideje in misli. Tu pa tam bomo morala pa kakšne stereotipe vseeno popravljati. Jaz vem, da se to ne da v naši starosti, ampak vseeno. Ne boste zamerili, ker bom vedno znova opozarjala na to. Glede Italijanov, tudi v prvi iraški vojni so Amerikanci isto govorili, ker so vsi piloti italijanski po prvi salvi raketo obrnili pa spizdili nazaj. Čestitam, dobro predstavitev. Najlepša hvala, spoštovani predsednik. Upam, da lahko računam na vašo pomoč v prihodnje v obeh svojstvih, v znanju, ki ste ga prinesli iz odbora za zunanjo politiko in tem, kar boste tu počeli. Kajti operacijo bojo naš skupen problem. To je že eno tako državotvorno. Da ne govorimo o tem, da nam boste morali pomagati pri odločitvi, kaj čat, kaj boš čadom. Jaz se zavedam vseh dilem. O Ljubici Jelušič, novi ministrici za obrambo, komentar dneva Rok Praprotnik. Vojska bo prvič v zgodovini dobila ministrico. Kar je zanimivo, ni pa pomembno. Bistveno pomembneje je, da pri Ljubici Jelušič po 4 letih Karla Erjavca končno slišimo nekoga, ki pozna stvari, o katerih govori. Profesorici obramboslovja strokovnih kompetenc na obrambnem področju zagotovo ne manjka. Tisto, kar je pod vprašajem, so vodstvene kompetence, ki jih pri svojem dosedanjem delu ni imela priložnost dobiti prav veliko. V velikem sistemu, kot je Ministrstvo za obrambo, pa so vodstvene kompetence tudi zelo pomembne. Zato bo z velikim zanimanjem treba spremljati, koga si bo nova ministrica izbrala v svojo najožjo ekipo. V novem mandatu zato lahko pričakujemo velike spremembe, ki bodo v glavnem argumentirane z zmanjševanjem proračunskih sredstev, torej s pomanjkanjem denarja. Zgodile se bodo pomembne konceptualne, kadrovske in materialne odločitve, pri čemer bo najbolj opazna tista, ki bo zmanjšala predvideno število vojakov pod 14 tisoč. Temu bo, to zdaj že lahko napovemo, sledila tudi sprememba glede razvpitega nakupa oklepnikov Patria. Najverjetneje bo zmanjšano njihovo skupno število in spremenjena struktura oborožitve. Nerad izražam pričakovanja, ampak od nove ministrice pričakujem, da bo javnost seznanila z 2 stvarema. Torej, da bo objavila pogodbo o nakupu Patrije in da bo javnost seznanila z škodljivimi odločitvami njenega predhodnika. Zaslišanja kandidatke za ministrico za kulturo Majde Širca si bomo še posebej zapomnili vprašanje Eve Irgl. Ali smatrate, da je bil sežig križa na obali pred leti umetniški izraz, je bila to pač neka svoboda umetnika, ali je morda po vaše šlo tudi za skromitev simbola krščanstva, ki ga spoštuje ves svet, ljudje in tudi večina Slovencev. Miki, kaj mi nisi rekla, da imamo vratnik zmečkan? Zgledam kaj kmet. Miki? Kot kandidata za šolskega ministra je parlamentarni odbor potrdil Igorja Lukšiča, ki je med drugim poslankam in poslancem predstavil svoje oporečniško dejanje. Na fakulteti, ker sem mimogrede to javnosti neznano bil celo v sodnem procesu, zato ker sem kritiziral reformo usmerjenega izobraževanja, ker sem takrat rekel, da so učitelji strani oblasti obravnavani kot psi. Aleksandra Zorna pa je zanimalo, kaj za Boga pomenijo načrti, ki jih ima Lukšič z izobraževanjem Romov. Enake možnosti Romov v izobraževanju, urediti status romskih pomočnicev. Kaj to pomeni? Romi imajo že zdaj enake možnosti izobraževanja, če to le želijo. Zaslišanje sta prestala tudi kandidat za finančnega ministra Franci Križanič ter kandidat za ministra za delo Ivan Svetlik. Prvi je kot cilj predstavil 1000 evrov minimalne plače, drugi znižanje stopnje brezposelnosti. Pomisleke glede primernosti Aleša Zalarja za vodenje pravosodnega resorja pa je izrazil predsednik društva Združeni oblipi sprave Stanislav Klep.
On ima mnogo pametnih idej. Toda, gledajte, on je roka pod vodstvom više roke gospoda Milana Kučana, ki vodi pravzaprav bivšo slovensko udbo oziroma voz. On je njen duh, gledajte, in tega se mi bojimo. Uredništvo revije Reporter sta obiskala kriminalista in novinarki Biserki Karneža Cerjak uročila vabilo, da naj se naslednji ponedeljek zglasi. Pa ste to. V sektorju kriminalistične policije, oddelku za gospodarsko kriminaliteto v Ljubljani, na zaslišanju v vlogi osumljenke. Pošteno. Pisala sem v bistvu o teh nepravilnostih, ki se dogajajo na območju Celja. O tem so nas obveščali občani, predvsem so upozorili, da je v Celju velika medijska blokada in da ničesar, kar je v zvezi s gospodom Bojanom Šrotom in njegovim bratom, ni mogoče objaviti. Naslov tega članka mislim, da je to, ne? Fevdi celjskega župana. Pa je kakšna neresnica zapisana? Ne. Vsa ta procedura in potem človek sploh ni kriv. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je pripravila posvet o krizi, na katerem so se srečali predstavniki Mirovnega inštituta, Zveze društev upokojencev in Evropske mreže za enakost spolov. Svoje mnenje o reševanju krize je formuliral tudi Dušan Semolič. V Sloveniji so čez noč najdel 12 milijard evrov poroštev in zaščitili in pomagajo bančnemu sistemu. Samo po sebi vem, da nič slabega ni, ker je treba pomagati. Slabo pa je, da ta občutljivost, ta senzibilnost, da mora pomagati tudi podjetjem direktno, tistim, ki jih mečejo na cesto, te občutljivosti žal pri nam še ni. Rado Pezdir, ki se v prostem času ukvarja s filozofijo ekonomije, zdravstveno in tranzicijsko ekonomiko, je pri časniku Finance izdal knjigo z naslovom Slovenska tranzicija od kardelja do tajkunov. Avtor nam je takole predstavil filozofske temelje tajkunizacije. Presenetilo me je, da je postal zelo jasen lok, filozofski lok, odkot črpamo ekonomsko politiko, ki je nenadoma zelo jasno postala naslonjena na Hegla in Marksa. In presenetilo me je, da pravzaprav škotskega razsvetljenstva v slovenski ekonomski, politični, filozofski miselnosti pravzaprav nikoli ni bilo. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V ljubljanskem Kolovratu je svojo pesniško zbirko Metulji pod tlakom predstavil Dejan Koban. Vprašala si me, zakaj ne maram pisati ljubezenskih pesmi. Nič kaj pametno ti nisem odgovoril. Le stopil sem vase in razmišljal, kako sediva sredi mesta in ljudje hodijo sem in tja in pijeva vsak svojo drugo kavo z mlekom. Gre za ljubezensko cinično poezijo, razen dveh pesmi ljubezenskih in za politično nekorektno poezijo. Programska shema nacionalne televizije bo z novim letom osiromašena še za eno izvirno oddajo, edino tovrstno v Sloveniji. Ukinjajo namreč resničnost, ki posreduje novosti z področja računalništva in informacijskih tehnologij. O razlogih za umik oddaje, ki bo zadnjič na sporedu 15. decembra, urednik, scenarist in voditelj oddaje Arnold Marko. Arnold, moj ime. Razlog ukinitve je v tem, da programski svet ni odobril povečanja sredstev uredništva izobraževalnega programa iz 1 milijona evrov na 1 50 000 evrov. 50 000 evrov je približno tisto, kar znaša proračun. Oddaja resničnost. In tako se je urednica uredništva informativnega programa Alma Lapajne odločila, da bo ukinila še eno od zadnjih 2 izobraževalnih oddaj, ki so prisotne na TV Slovenija. Še vreme, danes z nami dežurni meteorolog na Vesti, Urh Maček. Urh, kakšno bo vreme? Deli ga z nami. V mrzlih dneh pa še to pusti skroke. Najlepša hvala, Urh. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na Vesti. Ostanite še naprej z nami.